Po kakšnem ključu ste izbirali tokratne predavatelje na TEDx dogodku v Mariboru? Mi smo že leto dni nazaj rekli, da hočemo narediti nek presežek. In smo rekli, zdaj moramo dobiti ljudi, ki lahko dajo nekaj več, ki nas lahko napolnijo vsak z neko svojo energijo. In očitno nam je uspelo. Delamo res eno leto na tem, razmišljamo, vabimo, se pogovarjamo. Nekatere smo izločili, nekatere smo povabili in rezultat je tukaj tak, kot je. Fantastično. Običajno gre pri tovrstnih dogodkih oziroma pri nekih seminarjih za eno temo, za eno smernico, katere se predavatelji držijo, vsi so z nekega skupnega področja. Pri vas so nametani z vseh vetrov. Pravzaprav imajo eno temo, ki se reče življenje, kultura. Ampak glede na to, da je čisto vse okrog nas upeto, v to smo si lahko vzeli svobodo in smo vzeli karkoli smo želeli iz sveta in smo dali noter. Govorili smo o zapornikih, govorili smo o ljudeh, ki umirajo, govorili smo o glasbi, 200-300 let stari glasbi, govorili smo o režiji in o tem, kako Sloveniji uspet ali ne uspet, o športniki, vrhunski. Skratka, vse, kar je okrog nas in nas dela takšne, kot smo si dovolili vzeti in je nastal en tak kolaž, kot je nastal. Najprej hodil odhodet in potem je se v sekundi vzravnala, vzela rokovnice in je šla, kot da se ni nič zgodilo. In tako pred 2 uri. Zakaj? Ker za njena želja po olimpijski medalji velika 22 let. Vprašanje je, če si želimo kakšno stvar 22 let. A se spomnite kakšne želje iz mladosti, ki ni bila uresničena? Vse. Kaj pa tiste, ki so uresničene? Vat malo, ne? Kjere punce se spomnite? Tiste, ki jo niste uspeli dobiti, ali pa tiste, ki ste se 5 let trudili, ali tiste, ki je bilo tako 10 minut. Kjere vam je bolj ostalo v spominu, ne? Kako to, da ste ponovno izbrali Maribor za to srečanje? Meni Maribor zelo dosti pomeni. Zdaj moram reči, da 10 dni nazaj sem imel nekaj in sem razmišljal o tem, da bi šel ven, ker so se zgodile stvari, ki se mislim, da po moji logiki ne bi smele zgoditi. Ampak je tukaj neka energija, ki jo lahko dam, nekaj lahko dam nazaj. No, to je to, zelo enostavno. In jaz upam, da bo naslednjič, ko bomo to delali, da bomo šli dosti lažje skozi logistiko, skozi organizacijo, skozi pogovore z ljudmi in da bodo ljudje res videli, da pripeljemo sem pravo energijo in prave zgodbe. 390 ljudi imamo danes tukaj, verjetno bi še kdo prišel, če bi bilo zastonj, ampak po drugi strani kotizacija je nek certifikat resnosti, dajmo temu reči. Hočem priti in nam tudi omogoča, da potem naredimo stvari, ki jih tako ali tako za hrano, pijačo, za vso tehniko, ki jo imamo, ta znesek pokurimo 6-kratno, tole samo ena kaplja noter, da mi dobimo to resnost strani udeležencev in da dobimo prave udeležence. Da bom jaz kitaro igral in oni meni, da bom jaz premehne prste. Hvala, da bom premehne prste, se sem 6 let strp. Dajte me naučiti po eni struni igrati ali pa ne in karkola, ne. Zato zdaj gledam nazaj, nisem to takrat rekel, takrat sem glupo gledal. Ampak to je v bistvu tak en basic problem Slovenije. Namesto da bi vzel nekoga, ki res nekaj hoče, ki ima voljo, ki si želi, bi rekel, dobro, imaš mehne prste, ali pa prstov sploh nimaš. Sam bomo naučili te igrati kitaro z zobmi, kakorkoli, bomo izkoristili ta tvojo voljo in željo in bomo z tega nekaj naredili. Ker bo verjetno povedal naš psiholog tam, da ni športnika, ki si ne želi, pa ki nima volje, kako je malo dober. Ni šanse, da je toliko ne vem, kako talentiran, če nima volje ali pa želje na vnoč. Ker včasih je volja in želja veliko bolj pomembna kot talent. Koliko vam je načrte prekrižalo današnjo sneženje, so prišli vsi predavatelji, ki so se nameravali? Ena predavateljica ni prišla, po enega smo pa morali na Primorsko, ker je tako pihal, da se sam ni upal iti z avtom in smo vzeli en avto nizek, čim širši, da smo vzdržali tisto burjo in smo ga pripeljali. Drugače sta nam pa 2 zbolela, to pa je. Še čisto za konec, pogled v prihodnost, kdaj se spet vidimo? Naslednje leto sigurno. Zdaj, kaj se bo pa zgodilo, pa ne vem. Vsako leto se mora nekaj zgoditi, ponavljali se ne bomo. Kaj, ne vem, ne upam si napovedati, ampak bo sigurno nekaj dobrega. Pa vprašanje, koliko denarja bomo imeli, to je pa tudi res.